pravim pogumom preiskovalnega novinarstva pridejo na dan resnice, ki bi sicer ostale skrite pred javnostjo. Razkritja imajo edinstveno moč, da razkrijejo skrito in neizrečeno, izzivajo obstoječe pripovedi ter spreminjajo družbena prepričanja. Številka 10. Hrana je osnovna zahteva za preživetje vsakega živega bitja. Hrana obstaja v različnih oblikah in vrstah. Rastline si jo ustvarjajo same s fotosintezo. Rastlinojedci se prehranjujejo z listjem, sadjem in jagodami, medtem ko mesojedci dobijo potrebna hranila z uživanjem drugih živali. Ljudje pa počnemo stvari povsem drugače, kar popolnoma izniči pojem preprostosti. Namesto da bi pridelke ponudili v njihovi izvorni obliki, gre ta skozi več tovarn, obratov, ki negativno vplivajo na okolje. Končni rezultat pa je masten hamburger in sladkana gazirana pijača. Dokumentarec Hrana, d.o.o. iz leta 2008 raziskuje sodobno zakulisje prehrambene industrije in stvari, ki jih industrija ne razkriva svojim potrošnikom. Preiskovalno novinarstvo, ki stoji za tem poučnim filmom, sproža resna opozorila glede proizvodnje mesa in pridelave poljščin. Obsežno izkoriščenje in spodbujanje nezdravih prehranjevalnih navad. Vse to pa je skrito za namerno tančico s soglasjem vladnih regulativnih agencij. Filmski ustvarjalec Robert Kenner je bil tisti, ki je dvignil tančico nad ameriško prehrambno industrijo ter razkril mehanizirano ozadje nacionalne preskrbe s hrano in kako umazane roke velikih korporacij postavljajo dobiček pred zdravje potrošnikov, varnost delavcev in dobrobit živali. S številnimi intervjuji, uporabo posnetkov s skritimi kamerami in raziskovalnim novinarstvom je razkril celoten pokvarjen sistem. Te ogromne organizacije sodelujejo, da bi preprečile potrošnikom dostop do informacij o tem, kako je njihova hrana proizvedena, in vse se začne v hlevih za vzrejo in kokošjih kurnikih. S pomočjo skritih posnetkov Kenner razkriva, kako so živali vzrejene v utesnjenih razmerah, pogosto živijo v lastni umazaniji. Hranijo jih z nenaravno prehrano, ki prispeva k boleznim, ki kasneje prizadenejo tudi potrošnike. Piščanci, krave in prašiči so zaprti v tesnih prostorih. Nekateri se ne morejo niti obrniti. Ozek življenjski prostor je narejen iz enega samega razloga, in sicer za zmanjšanje stroškov. Večji prostori, možnost gibanja in naravna življenjska okolja bi bili predragi. Zato velika kmetijska industrija zanemarja, zlorablja in napolni živino s poceni antibiotiki. Živali niso edine, ki so izpostavljene slabemu ravnanju. Delavci morajo opravljati svoje naloge v nezdravih razmerah, zaradi česar so izpostavljeni tveganju za nalezljive bolezni in resne zdravstvene težave. Film je prikazal, kako velikani agroindustrije zakonito ustrahujejo neodvisne kmete s tožbami zaradi patentiranih semen. Velika agroindustrija v bistvu določa, kako se hrana prideluje in proizvaja. Kenner je prav tako odkril, da ameriški trg s hrano v veliki meri ignorira predpise o varnosti hrane in javnosti dobavlja nezadostno testirano, vse bolj gensko spremenjeno hrano. Proizvedeno v nenaravnih pogojih, kar nam pušča semena soje, odporna na insekticide in piščance z večjimi prsmi. Kot neposredna posledica poceni proizvedenih živil je Amerika doživela epidemijo debelosti, sladkorne bolezni in porast okužb z E. coli. Kennerjev dokumentarec je razkril, kako je dobiček spet nad vsem, tudi nad zdravjem, in da smo potrošniki le kolateralna škoda. Film Hrana, d.o.o. je razkril, kako velike korporacije nadzorujejo svetovno oskrbo s hrano in dajo prednost največjemu dobičku pred zdravjem, varnostjo in dobrobitjo, kar je skrivnost, ki je velika agrarna podjetja nikoli ne bi prostovoljno priznala. Številka 9. Pred svojim stečajem je korporacija Enron delovala v bližini Houstona v Teksasu in zaposlovala več kot 20,000 ljudi. Podjetje je bilo ena največjih družb za elektriko in zemeljski plin, ki je leta 2000 poročalo o več kot $100 milijardah prihodkov. 6 zaporednih let je bilo razglašeno za najbolj inovativno podjetje v Ameriki. Toda, tako kot večino vodilnih korporacij in milijardnih podjetij, so tudi to podjetje ohranjala na površju škandalozna dejanja. In leta 2001 je bil ta škandal razkrit svetu. Leta 2005 je bil posnet dokumentarec Enron najpametnejši v sobi. Ameriški dokumentarec, ki preučuje zlom korporacije Enron leta 2001. Razkrikljeva prevaro in manipulacijo z energijo v Kaliforniji. To je državljane vsak dan, ko je obratoval obrat, stalo milijarde dolarjev.
Film razkriva, da se je škandal začel že 2 leti po ustanovitvi podjetja in sicer z 2 trgovcema, ki sta leta 1987 začela staviti na naftnih trgih. Stave so prinašale stalne dobičke, kar je bilo sumljivo za takšno panogo v njenih začetkih. Eden od trgovcev je kasneje odkril, da podjetje denar preusmerja tudi na račune v tujini, kar je vzbudilo sum utaje davkov in pranja denarja. Revizorji so prav tako odkrili nepravilnosti, vendar je ustanovitelj Kenneth Lay vztrajal naj nadaljujejo in podjetju še naprej prinašajo milijone. Dokumentarek se je poglobil v zaposlitev Jeffreya Skillinga in njegovo povezavo z obračunavanjem po pošteni vrednosti. Skillingu kot izvršnemu direktorju podjetja so zvezni regulatorji dovolili, da je lahko prihodnje dobičke iz dolgoročnih pogodb evidentiral na isti dan, ko je bila pogodba podpisana, ne glede na to, kakšni so ti dobički dejansko bili. Če je podjetje pri tej pogodbi utrpelo izgubo, je bila ta preprosto skrita. Enron bi skril milijarde dolarjev dolgov in neuspešnih naložb, zaradi česar je podjetje izgledalo bolj dobičkonosno in stabilno. Podjetje je prav tako spodbujalo kulturo razvrsti in odpusti, ki jo je uvedel Skilling, saj je vzpostavil komisijo za ocenjevanje zaposlenih. Zaposleni so bili vsako leto ocenjeni strani te komisije, na koncu pa je bilo 15% najslabših odpuščenih. To še zdaleč ni bilo najslabše izmed Enronovih prikritih nepravilnosti. Enron, the smartest guys in the room, je razkril, kako podjetje ni več zaslužilo na račun kalifornijske energetske krize, ampak je bilo pravzaprav njen glavni povzročitelj. S prevzemom podjetja Portland General Electric leta 1997, ki proizvaja in distribuira elektriko, je Enron lahko izkoristil deregulirani energetski trg v Kaliforniji. S pomočjo skrivaj posnetih trakov med intervjuji s trgovci Enrona so ustvarjalci filma ugotovili, da so za dosego tega ustvarjali navidezna pomanjkanja električne energije. To so pogosto počeli z zapiranjem elektrarn pod pretvezo vzdrževanja. To je podjetju omogočilo manipulacijo s ceno električne energije. Kriza je trajala od leta 2000 do 2001. Cene električne energije so dosegle rekordne vrednosti, potrošnike pa je stala približno 40 milijard dolarjev. Dokumentarek razkriva nepričakovane povezave med Enronom, njegovim ustanoviteljem in celo administracijama predsednika Georgea H.W. Busha ter njegovega sina Georgea W. Busha. Energetsko podjetje in administratorji so imeli leta skrivnih dogovorov, vendar se je šele med energetsko krizo razkril pravi obseg njihove vpletenosti. Enron, the smartest guys in the room, namiguje, da je bila v tem času neodzivnost Bushove administracije morda način, kako sabotirati kalifornijskega guvernerja Greya Davisa, za katerega so ugibali, da bi lahko bil potencialni tekmec Georgeu W. Bushu na volitvah leta 2004. Energetska kriza je bila eden glavnih dejavnikov za odpoklic Davisa leta 2003, kar je končalo njegovo politično kariero. Številka 8. The Fog of War. 11 lekcij iz življenja Roberta S. McNamara. Dokumentarni film iz leta 2003 popelje gledalce skozi življenje nekdanjega ameriškega ministra za obrambo Roberta S. McNamara. Prav on je prenovil delovanje Pentagona in odigral ključno vlogo v vietnamski vojni, zaradi česar so ga označili za njenega arhitekta. McNamara, ki je služil pod predsednikoma Kennedyjem in Johnsonom, je postal razbit zaradi svojega hudega zgrešenega vodenja vojne, kar je postalo njegov vseživljenjski notranji boj. To je v filmu Errola Morrisa Megla vojne, v katerem razmišlja o odločitvah, ki jih je sprejemal od druge svetovne vojne do Vietnama. Prav tako izpostavlja posledice teh odločitev in kako so prikrite resnice stopnjevale brutalen konflikt. Dokumentarek je sestavljen iz arhivskih posnetkov pogovorov ameriške vlade iz 60-ih let in svežih intervjujev z McNamaro. Film je razdeljen na 11 delov, ki jih Morris imenuje lekcije, izpeljane iz intervjujev, ki jih je imel z McNamaro. Prva lekcija z naslovom Sočustvuj svojim sovražnikom je razkrila, kako blizu je bila vojna jedrski apokalipsi. V tem delu prizna, da sta bila med kubansko raketno krizo Združene države in Sovjetska zveza prepuščeni na milost in nemilost sreči, ne logiki ali razumu. Tukaj razkrije, da je med krizo Kennedy poskušal Ameriko obdržati izven vojne, medtem ko je general Curtis LeMay želel napasti Kubo. Kennedy je nato prejel 2 sporočili od Nikite Hruščova, takratnega voditelja Sovjetske zveze. McNamara opiše ti 2 sporočili tako, da je eno bilo milo, kar spominja na pijanega človeka pod velikim stresom. V tem sporočilu poziva Združene države naj zagotovijo, da ne bodo napadle Kube in če bi to storile, bi bile rakete odstranjene.
Drugo sporočilo, opisano kot ostro, je imelo resen grozeč podton. Pripravljamo se, da se vam zoperstavimo z množico vojaške moči, je pisalo. Ameriški veleposlanik v Moskvi je osebno poznal Hruščova in je vztrajal, da Kennedy odgovori na prvo mehko sporočilo. V dokumentarcu McNamara razkriva tudi obseg in resničnost vojnih zločinov, ki so se zgodili. Resničnost, ki je prej še ni bilo mogoče videti. Izkazalo se je, da je Amerika pod vodstvom LeMaya izvedla obsežno zračno bombardiranje z uporabo zažigalnih sredstev. Takšne akcije so močno uničile 67 japonskih mest. Na primer, Tokio je bil na koncu uničen za 51%. McNamara je tukaj vztrajal, da bi bila tako on kot LeMay o porazu zaveznikov v drugi svetovni vojni sojena za vojne zločine. Z uporabo deklasificiranih zvočnih posnetkov Bele hiše in pričevanja McNamara je bilo tudi razkrito, da je ta pozval Kennedyja naj umakne svetovalce iz Vietnama, kar je do leta 1965 tudi storil. Toda Johnsonovo predsedovanje je tu obrnilo, saj je verjel, da se borijo proti širjenju komunizma. V dokumentarcu McNamara razkrije, kako zelo napačna je bila ta predpostavka. Vietnamci, kot so sumili v ZDA, niso bili marionete Moskve. Vztrajal je, da ameriški voditelji niso razumeli ljudi v Vietnamu, vključno z njihovimi političnimi motivacijami. Vietnam je bil manj povezan s komunizmom in je namesto tega poskušal upreti tujskemu nadzoru, dejansko pa je vodil vojno za narodno neodvisnost. Ameriški voditelji pa so kljub temu nadaljevali z zaostrovanjem vietnamske vojne, kar je povzročilo smrt milijonov na obeh straneh. Vojske in civilisti, po besedah McNamare, so umrli zaradi nepripravljenosti priznati poraz. Dokumentarec je razkril tudi zaskrbljujočo resnico o incidentu v Tonkinškem zalivu, domnevnem napadu, ki naj bi ga izvedla severno-vietnamska plovila. Invazija je upravičila Johnsonovo stopnjevanje vietnamske vojne, vendar se dogodek v resnici ni zgodil. McNamara je razkril, da do napada ni prišlo, vendar ni mogel potrditi, ali je za tem stala kakšna namera. Lahko pa pove, da bi Johnson do sprejetja resolucije v Tonkinškem zalivu zagotovo že vedel, da do invazije ni prišlo. Dejstvo, da je bil zakon, ki je bil uveljavljen, utemeljen na napačni predpostavki, je bilo kasneje označeno kot zaupno in zakopano, dokler ni ponovno prišlo na dan po dokumentarcu Megla vojne. Številka 7. Edward Snowden je ameriški obveščevalni pogodbenik, žvižgač in junak. Leta 2023 je razkril obstoj tajnih programov zbiranja informacij, ki so vodili nazaj do NSA, o obsegu katerih je temeljito razpravljeno v filmu Državljan 4, dokumentarcu Lore Poitras iz leta 2014. Državljan 4 je dokumentacija in povzetek dogodkov, ki so se začeli januarja 2023, ko sta Laura, novinarka, in Glenn Greenwald prejela šifrirano elektronsko sporočilo. Elektronsko sporočilo je prispelo v času, ko sta novinarja delala na razvijajoči se zgodbi o nadzornih programih v Združenih državah Amerike. Elektronsko sporočilo je prišlo od neznanca, ki se je podpisal kot Državljan 4. Državljan 4 je ponudil notranje informacije o nezakonitem prisluškovanju in vpletenosti NSA ter drugih agencij. Tistega junija so Laura, Glenn in ekipa s kamerami odpotovali v Hong Kong, kjer so se v hotelski sobi srečali z Državljanom 4. Tukaj se je avtor elektronskih sporočil razkril kot Edward Snowden. In tukaj razkrije veliko skrivnih informacij, ki bi sicer ostale skrite. Ta resnični thriller razkriva neprimerljivo kršitev zasebnosti, ki jo podpirajo nadzorni programi vlade Združenih držav Amerike. V tem dokumentarcu Snowden razkriva, kako NSA zbira in obdeluje bančne račune, telefonske pogovore, elektronsko pošto, spletna iskanja in celo digitalne transakcije. Zbiranje podatkov se je izvajalo neselektivno nad ameriškimi državljani v deželi svobode. Ogromen vohunski škandal ni bil omejen le na visoke funkcionarje ali pomembne osebje. Glavne tarče so bili navadni ljudje. Državljan 4 je razkril obseg množičnega zbiranja metapodatkov, kjer je vlada rutinsko zbirala telefonske zapise milijonov ljudi, ne glede na to, ali so bili osumljeni kakršnihkoli nepravilnosti ali ne. Snowden je razkril, da so zbirali lokacije, klicane številke in trajanje klicev. Tudi izmenjave z lastno banko niso bile zaupne, nič ni bilo zasebno. NSA je spremljala komunikacijo tudi svetovnih voditeljev, vključno z vidnimi zavezniki v Evropi. Prisluškovali so njihovim telefonom prek velikih internetnih in tehnoloških podjetij, prestrezali e-pošto, podatke o brskanju in domnevno osebne pogovore.
Da bi še dodatno poudaril zaskrbljujočo naravo vohunske afere, je Edward Snowden razkril, da NSA ni delovala sama. Večji ponudniki interneta in telekomunikacijska podjetja so aktivno sodelovali s temi agencijami in omogočali množično zbiranje podatkov. V celotnem filmu postaje Edward Snowden vse bolj paranoičen in neprespan. Ameriški uradniki so kasneje ugotovili, kje biva, s čimer je bil v večji nevarnosti kot kdajkoli prej. Dobil je začasni azil v Rusiji za 1 leto. Glenn se vrne v svoj dom v Riju, kjer začne javno govoriti o Združenih državah in uporabi programov NSA za nadzor nad zunanjimi zadevami. Film se zaključi z zadnjim srečanjem med Glennom, Lauro in Snowdenom. Tokrat so v Rusiji, kjer je žvižgač živel zelo neopazno. Razpravljajo o novih informacijah v zvezi z ameriškimi obveščevalnimi programi, vendar so previdni, da ne izrečejo ključnih podatkov, ampak jih pišejo le na listke papirja. Dokumentarek se zaključi tako, da Glenn raztrga te dokumente, ustvari kupček papirčkov in jih nato odstrani s mize. Številka 6. Leta 2013 je na televizijske zaslone prišel eden najbolj razkrivajočih dokumentarcev, ki je razkril pogosto spregledano značilnost v zabavni industriji – izkoriščanje. Za dokumentarnim filmom Blackfish je stala režiserka Gabriella Calper-Wade, ki je želela javnosti predstaviti resnične grozote, s katerimi se živali v zabavni industriji vsakodnevno soočajo. V primeru Blackfish se je osredotočila na spoštovano podjetje SeaWorld, franšizo morskih in živalskih parkov s 3 aktivnimi parki, ki trenutno delujejo v Združenih državah Amerike. Čeprav SeaWorld rešuje morske živali, jih rehabilitira in nato izpusti nazaj v naravo, hkrati izkorišča tudi živali, ki bi morale živeti v divjini. Nekaterih živali, ki prebivajo v teh parkih, ni mogoče vrniti v divjino, zato jih SeaWorld izkorišča za dobiček, tako da jih sili izvajati trike in nenaravne tesne stike z obiskovalci. Majhen delež teh bitij je bil tudi ujetih v divjini, kar pomeni, da so jih ujeli v naravi in jih pripeljali v ustanovo, čeprav niso imeli nobenih poškodb. To je bilo takrat prepovedano z zakonom. Blackfish se osredotoča na enega določenega ujetega kita ubijalca v industriji, orko po imenu Tilikum, hkrati pa izpostavlja tudi krutost, ki jo doživljajo druge živali v zabavni industriji z morskimi živalmi. Ta orka, kot razkriva dokumentarec, je bila odgovorna za do 3 smrtne incidente v parku, kar poudarja neposredne posledice zadrževanja divjih živali v ujetništvu. Tilikum je bil eden izmed divje ujetih kitov, ki je prišel v SeaWorld brez poškodb. Bil je vržen v bazen, ki ni bil niti približno dovolj velik za potrebe teh živali in se je soočal z nadlegovanjem strani drugih ujetih ork. Gabrielin film je razkril psihološke travme, ki jih orke doživljajo v ujetništvu, kar je povzročilo agresijo, ki smo ji bili priča v primeru Tilikuma. Razkril je tudi sistemsko malomarnost, izjemno nevarne delovne pogoje in namerno korporativno zavajanje v industriji morskih zabaviščnih parkov. Razkrita prevara je vključevala izmišljeno trditev, ki jo je širila SeaWorld, da naj bi orke v ujetništvu živele dlje kot tiste v naravi. Laž, s katero so manipulirali gledalce in vztrajali, da živalim delajo uslugo. Dokumentarec je razkril tudi namerno zavajajoče informacije, ki jih je SeaWorld širil glede povešenih in upognjenih hrbtnih plavuti pri orkah v ujetništvu. SeaWorld je svoje obiskovalce aktivno zavajal, saj je vztrajal, da je takšna plavut podedovana genetska značilnost in da so divje orke še bolj prizadete zaradi povešene hrbtne plavuti. A to ni držalo. Film je ugotovil, da je povešena plavut neposredna posledica ujetništva, natančneje stresa. Povešena hrbtna plavut se pojavi pri 100% odraslih samcih orkov v ujetništvu in pri manj kot 1% v divjini. Zaradi filma je bil ugled SeaWorlda močno prizadet. Podjetje je bilo pod velikim pritiskom javnosti, kar je povzročilo velike spremembe in uspešno končalo program razmnoževanja orkov. Prav tako je to privedlo do zamenjave cirkuške predstave Shamu z bolj izobraževalnimi predstavitvami, ki so zagotavljale varnost trenerjev in jim preprečile, da bi morali vstopati v vodo z orkami. Številka 5. NSA ni bila edina agencija, ki je izvajala množični nadzor v državi. V začetku 2010-ih je osebne podatke milijonov uporabnikov Facebooka nezakonito zbralo podjetje Cambridge Analytica, britansko svetovalno podjetje. Nesoglasno zbiranje podatkov je bilo izvedeno za politično ciljno oglaševalsko kampanjo. Veliki hekerski napad, dokumentarec iz leta 2019, skuša razkriti to škandalozno početje in skrivne povezave med družbenimi omrežji in oglaševalci.
Dokumentarek je osvetlil temno plat gospodarstva, velikih podatkov, ki je temelj družbenih omrežij. Veliki hekerski napad raziskuje, kako je eno podjetje zlorabilo osebne podatke milijonov uporabnikov Facebooka za mikrociliranje civilistov in neodločenih volivcev na volitvah v Združenih državah Amerike. Film se začne s podobo Brittany Kaiser v rdeči lasulji na festivalu Burning Man. Medtem ko gledamo te prizore, slišimo njeno pričanje pred posebnim odborom spodnjega doma britanskega parlamenta. Gre za neutemeljene prakse njenega delodajalca, podjetja Cambridge Analytica. Kontrast med zvokom in sliko predstavlja povezavo med kontrakulturo in sodobno kulturo. Kaiserjevo so filmski ustvarjalci izsledili in jo z nekaj prepričevanja pripravili do tega, da je razkrila skrivne dejavnosti svojega delodajalca. S fasciklom, polnim dokumentov iz svojih osebnih arhivov, Cambridge Analytica pojasni učinkovit način mikrotargetiranja nič hudega slutečih državljanov, ki jih je imenovala tisti, ki jih je mogoče prepričati. Prek aplikacije z imenom This is your digital life. Podjetje je lahko določilo osebnosti, politična prepričanja, všečke in nevšečke, da bi uporabnikom družbenih omrežij prikazovalo zelo personalizirane in na strahu temelječe politične oglase, ki bi učinkovito vplivali na misli gledalcev. Ali bi zatrlo njihovo motivacijo za glasovanje, ali pa bi jih spodbudilo, da glasujejo za želeno stran. V tem primeru je Cambridge Analytica zbrala podatke 87 milijonov Facebook profilov in jih uporabila za analitično pomoč pri predsedniških kampanjah Teda Cruza in Donalda Trumpa leta 2016. Dokumentarek The Great Hack s pomočjo Kaiserjeve razkriva kršitev zasebnosti, ki si jo izvedla zaupanja vredna omrežja. In kako se uporabniški podatki obravnavajo kot orožje za psihološko vojskovanje, za spreminjanje človeškega vedenja. V imenu politike. Številka 4. Tu je bil The Crime of the Century, dvodelni dokumentarni film, ki ga je napisal, produciral in režiral Alex Gibney in je razkril najbolj nepričakovano skrivnost stoletja, tisto, ki se skriva znotraj epidemije opioidov in farmacevtske industrije. Poudarja, kako so velike farmacevtske družbe vtaknile svoje neomajne, pohlepne roke v velik zaboj zasvojljivih snovi in izbrale eno, ki so jo vztrajno potiskale v javnost, ter s tem povzročile veliko epidemijo v Združenih državah Amerike. Zločin stoletja razčlenjuje upletenost teh pohlepnih rok ter pokvarjenih medicinskih strokovnjakov in sokrivih zakonodajalcev, od katerih je vsak odigral ključno vlogo pri nastanku epidemij opioidov in fentanila. V prvem delu dokumentarca gledalci spoznajo podjetje Purdue Pharma in družino Sackler, ki je njegov lastnik. Razkriva, kako so sodelovali z uradnikom uprave za hrano in zdravila, Curtisom Wrightom IV. Skupaj so dosegli, da je bila snov OxyContin odobrena za široko uporabo. Oxy je močno opioidno protibolečinsko zdravilo z učinkovino oksikodon, ki spada v razred narkotičnih zdravil. Zaradi sposobnosti tega zdravila, da blokira bolečinske signale in neposredno vpliva na centralni živčni sistem, obstaja veliko tveganje za odvisnost, zasvojenost in zlorabo. Purdue Pharma in družina Sackler sta neposredno krivili uporabnike opioidov za zlorabo zdravila, medtem ko dokumentarec preusmerja krivdo na same proizvajalce in tržnike. Ker je bila snov tako zasvojljiva, so farmacevtska podjetja ustvarila dobiček. Uradnik FDA Curtis Wright, ki je napisal začetno odobritev za opioid, je zapustil svojo službo že v enem letu po odobritvi in začel delati za Purdue zaradi nenadno visoke plače, ki so mu jo ponudili. Film podrobno prikazuje, kako je podjetje agresivno tržilo zelo zasvojljivo narkotično snov kot varno, čeprav so notranje študije nakazovale nasprotno. Zavestno so širili krizo in ponovno je bil dobiček v ospredju celotne operacije. V drugem delu dokumentarca so gledalce popeljali v množično trženje fentanila, še enega močnega sintetičnega opioida, ki je bil sprva razvit za lajšanje hudih bolečin pri bolnikih z rakom. Je 50-krat močnejši od heroina in 100-krat močnejši od morfina. Je tudi zelo zasvojljiv in tako močan, da je lahko že majhna količina smrtno nevarna. Do tega trenutka v dokumentarcu je bila opioidna kriza že odgovorna za 40 smrtnih žrtev na dan. Takrat se je podjetje Insys Therapeutics odločilo podkupiti zdravnike, da bi ti prekomerno predpisovali fentanil kot del večje, bolj zapletene sheme za goljufanje zavarovalnic z lažnimi marketinškimi taktikami. Medtem ko so zakonodajalci zamižali na eno oko ob zaskrbljujočem spodbujanju zlorabe mamil. To zamižanje na eno oko seveda ni prišlo brez plačila.
Podjetja, ki so tržila mamila, kot je Incest Therapeutics, so podkupovala zakonodajalce, da so prepisali zakonodajo in potisnili snov na trg. Zločin stoletja prav tako razkriva, kako so bili zvezni agenti DEA, ki so poskušali ugotoviti izvor krize in ustaviti množični pretok tablet, kaznovani tako, da jih je kongres izrinil iz njihovih služb. Tretji je bil Seymour Hersh, ki je leta preživel v prvih vrstah političnega novinarstva, zbiral informacije, preiskoval škandale in se osredotočal na vpletenost Združenih držav v tujini. Njegovo obsežno poročanje in razkritja sta dosegla vrhunec v obsežnem, temeljitem dokumentarcu Lore Poitras in Marka Obenhausa. Z naslovom Prikritje, kjer raziskuje Hersheva neomajna prizadevanja za razkrivanje sistemske prevare, državnega nasilja, politične prevare, grozodejstev in prikrivanja, ki jih spodbuja vlada. Njegovo delo je segalo od vietnamske vojne do Iraka. Dokumentarek iz leta 2025 prikazuje samega Hersha, ki se je strinjal, da bo govoril o svoji karieri, razkril skrivnosti, ki jih je izvedel in omogočil neprimerljiv vpogled v celotno svoje delo. Obširno razpravlja o vojnih zločinih Združenih držav Amerike med vietnamsko vojno, vključno s tistimi v pokolu v My Lai. Po uradnih zgodovinskih zapisih je vojska operacijo hvalila kot zmago nad Vietkongom in zakopala dokaze o tem, kaj se je v resnici zgodilo med tem dogodkom. Hersh pa je opisal pretresljivo pričevanje nabornika, ki je ponovno predstavil brutalnost pokola, kako so bile tarče stotine neoboroženih vietnamskih civilistov, kako mu je poročnik William Calley ukazal naj usmrti skupino otrok, katerim je pravkar dal sladkarije. Ko so stali v jarku, ki ga je izkopala vojska in ki je na koncu postal množično grobišče. Hersh je v dokumentarcu razkril tudi operacijo Menu, tajno taktično zažigalno akcijo, ki so jo med vietnamsko vojno izvajali v vzhodni Kambodži. Trdil je, da je od 18. marca 1969 do maja 1970 strateško letalsko poveljstvo Združenih držav Amerike povzročilo opustošenje na teh baznih območjih in zatočiščih. Ta kampanja je bila znana kot operacija Menu. Takoj za njo pa je sledila operacija Freedom Deal, ki je bila usmerjena na veliko večje območje Kambodže. Politični novinar je razkril tudi grozodejstva v ozadju škandala z mučenjem v Abu Ghraibу, ki se je zgodil med iraško vojno in kako jih je izvajala tudi vojska Združenih držav Amerike. Hersh je poročal o tajni operaciji mučenja, ki sta jo izvajali vojska in CIA pod pretvezo pridobivanja obveščevalnih podatkov. V resnici pa je šlo za kršitev človekovih pravic. Pridržani so bili izpostavljeni fizičnemu in psihološkemu mučenju, poniževanju ter drugim neizrekljivim dejanjem. V dokumentarcu Cover Up Hersh razkriva, kako je vlada poskušala skriti vzrok za pogin 6000 ovc in bolezen njihovih pastirjev. Toda novinar je razkril skrivnost, da so bile bolezni posledica uhajanja iz poligona Dugway Proving Grounds, objekta namenjenega opremi za kemično, biološko in radiološko obrambo. Vsako prikrivanje, zarota, škandal, skrivnost in tajna operacija, ki jih je razkril Seymour Hersh v tem dokumentarcu, izhaja iz njegovih poglobljenih preiskav v 60-letni karieri. Številka 2. Michael Kirk, Martin Smith, Jim Gilmore in Mike Weiser so skupaj ustvarili obsežen dokumentarec United States of Secrets, ki raziskuje najbolj sporna vprašanja digitalne dobe. Množični nadzor, zlasti v Združenih državah Amerike. Ta dokumentarec se ne osredotoča le na razkritje Edwarda Snowdena, temveč tudi na povezave, ki jih je Agencija za nacionalno varnost imela z drugimi podjetji prek prisile k sodelovanju, prostovoljnega sodelovanja in globoko ukoreninjene komercialne integracije. Dokumentarek je sestavljen iz intervjujev z Edwardom Snowdenom in se močno opira na njegova razkritja. Hkrati pa se poglobi tudi v pricurljale dokumente in preiskovalna poročila, ki razkrivajo, kako so različne obveščevalne agencije zbirale osebne podatke ameriških državljanov, ne da bi ti vedeli za to kampanjo. In kako so agencije zbirale takšne obveščevalne podatke z izkoriščanjem globalnih komunikacijskih omrežij in tehnoloških podjetij. Največja skrivnost, ki jo ta dokumentarec razkriva, je obseg nadzornih programov pred razkritji Snowdena. United States of Secrets razkrivajo, kako se je NSA povezala s Silicijevo dolino, svetovnim središčem tehnologije. Odnosi so se razvili po pretresljivih dogodkih leta 2001, ki so privedli do povečanja nadzora, za katerega so Američani verjeli, da je usmerjen le na varnostne grožnje, ne pa na celotno javnost.
Film je razkril, kako je imela NSA prek programov kot je Prism neposreden dostop do osebnih podatkov na računih Google, Microsoft, Facebook, Apple in AOL. V okviru takšnih programov je vlada na skrivaj zbirala in shranjevala komunikacije, vključno z neposrednimi videoposnetki. Agencija se je ukvarjala tudi z zbiranjem podatkov na izvoru, saj je prestrezala internetni promet v sodelovanju z velikimi telekomunikacijskimi podjetji. Kot razkriva dokumentarec, je podjetje AT&T sodelovalo z NSA in jim posredovalo podatke o strankah. Skrit sobe v podatkovnih centrih in specializirana oprema za nadzor so prispevale k doslej neprimerljivi ravni poseganja v internetni promet. Razkritje je pokazalo, kako so tajna sodišča in zaupne pravne razlage omogočile NSA, da je še naprej delovala v tajnosti, ne da bi javnost kadarkoli obvestila o svoji prikriti misiji. In poudarja, s čim se žvižgači soočajo, ko razkrivajo tajne informacije javnosti. Številka 1. Leta 2013 so John Lundberg, Mark Pilkington, Roland Denning in Kypros Kyprianou dokončali razkritje Mirage Man, ki se poglobi v zarota. Ta folklora o NLP je temeljila na izmišljotini ameriške vojske, v prizadevanju, da bi preusmerili pozornost javnosti od tajnih projektov, ki so jih izvajali. Mirage Man raziskuje najbolj nenavadno stičišče med vladno skrivnostnostjo in kulturo NLP-jev, ker informacije, ki jih je javnost dobila, morda niso bile resnične. Documentarik raziskuje, kako veliko znanih zgodb o NLP-jih v resnici niso bila srečanja z nezemljani, prav tako pa niso bila nič kaj nenavadna ali fantastična. Namesto tega se zdi, da je bilo veliko teh dokumentov preprosto izmišljenih. Film temelji na intervjujih in pričevanjih posameznih vladnih uradnikov in vojaškega osebja, vključno z nekdanjim posebnim agentom Urada za posebne preiskave ameriškega vojnega letalstva Richardom C. Dotyjem. Skozi pogovore in podrobnejši vpogled v pričevanja prič, film Mirage Man razkriva, kako je bila dezinformacija uporabljena kot orožje proti javnosti v času hladne vojne in celo po njej. V tem času se je vojska ukvarjala s tajnimi operacijami, vključno s preizkusi prikritih letal na skrivnih vojaških bazah. Zaradi njihove skrivnostnosti je bila javnost takoj pritegnjena k takim prepovedanim območjem. In po navedbah dokumentarca je vlada potrebovala način, kako javnost speljati na napačno sled, da bi lahko testi in eksperimenti potekali naprej, ne da bi kdo vedel. Nenavadni pojavi letal so zgodbo o NLP-jih in nezemljanih naredili precej bolj verjetno. Njihov načrt je uspel. Vojska je lahko še naprej izvajala svoje operacije, medtem ko so se navdušenci in teoretiki zarot srečevali v temnih prostorih in razpravljali o prihodu nezemljanov. Tudi skeptiki so bili zamoteni z nenavadnimi trditvami tistih, ki so v to verjeli. Nihče ni bil pozoren na vojsko. Mit o nezemljanih je postal priročna krinka. V tem dokumentarcu Richard Doty potrjuje sume in trdi, da je bil eden izmed obveščevalnih častnikov, ki so sodelovali v dezinformacijski kampanji, usmerjeni proti raziskovalcem, strokovnjakom in navdušencem za NLP-je. Navedel je, da so ponarejeni dokumenti, zgodbe in zrežirani dogodki krožili prek teoretikov in preiskovalcev, kar je zagotavljalo uhajanje strogo zaupnih informacij, ki bi zmedle skupnost. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Jaz sem Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.